Poteka prevoz COVID pozitivnega pacienta. Prosimo vas, da trenutno ne uporabljate poti. Poteka prevoz COVID pozitivnega pacienta. Prosimo vas, da trenutno ne uporabljate poti. V redu, javim. Sem Suzana Kirbiš, drugače tudi zunanja sodelavka Rdečega križa, pomagam tukaj kot prostovoljka, pa tudi bivša zdravstvena delavka. Moje delo je predvsem to, oddelamo od 7 zjutraj do 10 zvečer, ob 3 imamo smeno, vedno smo v smeni 2 prostovoljca. Predvsem naše delo je, da koordiniramo prevoze COVID bolnikov, koordiniramo pravzaprav prevoze iz stolpnice ali v stolpnici in pa seveda ostale enote, kot so ginekološka, traumatološka, pediatrija in tako naprej. Kako jaz gledam torej na to situacijo kot zunanja opazovalka? Moram reči, da je kar pestro, veliko sprejemov, veliko pozitivnih, veliko problematičnih. Hvala vsem seveda prostovoljcem, ki pomagamo, ker enostavno mislim, da tudi brez nas bi težko zmogli vse tole, kar počnemo. Je naporno, vendar se mi zdi, da je potrebno pomagati. Takrat, ko se potrebuje, je fajn, da lahko bimo skupaj vsi, ki to potrebujejo. Takoj, ko bo, sem mečkem počakajte, samo da vidim. Matej, javi se. Ja, Suzana, povej. Povej, si ti prost? V 01, kaj čakam? Še nimajo postelja zunaj? Ne, ni še. Te pa pridi takoj zdaj v 05 za izhod, že je pri vratih. V redu. Evo, prihaja po vas. Ja, jaz sem Matej Primožič, v bistvu pomagam kot prostovoljec, sem pa iz Rdečega križa izpostave Ormož. Ja, mi v bistvu, ko dobimo klic iz katerega oddelka, v bistvu pokličemo varnostnike, nato pa prepeljemo osebo v samo dvigalo in v bistvu, kam moramo iti, tam nas pol oni usmerjajo. Preko walkie-talkie pa se tudi pol javljamo, v bistvu zadeve, kje smo, kako delo poteka, kako daleč je pacient, tudi ko ga moramo potem odpeljati nazaj, tako da v bistvu koordiniramo neko tak zadevo. Ko nas pokličajo, v bistvu, potem smo mi tisti, ko pacienta prevažamo iz etaže v etažo. Ja, že kličem transport, ja, vedo. Matej, javi se, prosim, A, tu si. Takoj v 01 premestite v 02.